Smučišče Rogla in tretji zimski paralimpijski tabor za družine. Tabor, ki ponuja mnoge parašportne aktivnosti, pri katerih so vedno v ospredje postavljeni otroci in mladi z invalidnostmi. Letos se je tabora udeležilo kar 20 družin, med katerimi je veliko že poznanih obrazov, a tudi kar nekaj novih. Tu podporno okolje, ki se gradi že vrsto let, hitro zaživi in da krila željam udeležencev, česa se najbolj veselijo na letošnjem taboru. Vsega. Druženja s prijatelji, majačatom. Smučanje. Želim si smučati, ker bom letos prvič in se zelo veselim. Smučanje je tu vedno visoko na lestvici težko pričakovanih aktivnosti. Zato se vsi skupaj kar hitro odpravimo na smučišče. Udeleženci tabora imajo zelo različne posebnosti, zato praktično vsak na smučišču potrebuje individualno obravnavo. V hodeči skupini je bil eden, ki je član že 3. leto na taboru, vsi ostali so bili praktično čisti začetniki, se pravi 2 s cerebralno paralizo in 2 z motnjo v duševnem razvoju. Tako da smo v bistvu prvi del prilagodili, da smo presenetljivo, bomo rekli. Smo danes že v bistvu in trakac sprobali in tudi krogce. Smo v bistvu naredili kar zelo dobro delo. Jaz sem mama 20-letne Zale, sva prišli na tabor, da pogledamo oziroma da vidimo, kako gre Zali na smučeh in gre ji super. Pomemben del tabora so tudi prostovoljci. Kaj sva se učili? A boš povedala? Kaj sva delali? Pico, super. Jaz si tako želim delati z otroki s posebnimi potrebami, tako da mi je to ena in izkušnja in v bistvu všeč mi je, kako tudi oni uživajo v nečem, kar še mogoče niso nikoli probali in da jim mi damo to nekaj, da se naučijo nekaj novega. Maksi pa je na taboru že 3. in se kljub temu, da skoraj nič ne vidi, navdušeno in z zaupanjem podaja po smučarskih progah. Maksi je slep z ostanki vida oziroma vidi zelo malo, se pravi potrebuje rahlo pomoč pri žičničnih napravah in pa potem poleg tehnike smučanja tudi pri usmerjanju na progi. Moram Maksa pohvaliti, res napreduje in tudi zelo dobro posluša. Zdaj sem prišel zato, da se lahko družim, da lahko smučam. Izglih na ločen, ki je konc proge, pa mi pol pomaga. Za vse, ki ne morejo hoditi, pa je izkušnja spuščanja po zasneženih pobočjih v mono in biskijih še toliko bolj posebna. Odlično! Kaj najbolj? Bor nad Biskim. Fenomenalno. Zaradi tega, ker lahko tudi jaz smučam, ker drugače ne morem. Tabor pa je posebna izkušnja tudi za vse, ki so tu zato, da mladim z invalidnostmi smučanje omogočijo. Moraš biti dober smučar, drugo je, da poznaš malo specifiko tega para smučanja in pa seveda kontrola brzine, zavijanja in vsega tega, to je vloga učitelja. Vidiš, kako oni uživajo na smučke, na snegu, ko so prvič na snegu in to, kar jaz dobim od njih, tista energija, tista pozitivna energija, tisti nasmeh, tisti je, kar nas vodi kleja. Zaradi to prijemo, zaradi to uživamo in privoščim tisti, da uživajo. Kot smo že rekli, brez prostovoljcev bi bilo tak dogodek težko izpeljati. In Lekovi prostovoljci so del tabora od samega začetka. Radi pomagamo, predvsem tistim, ki pomoč potrebujejo in danes smo na smučkah pripravljeni, da na taboru za družine pomagamo, da bodo otroci invalidi uživali na snegu. Dati je nov pogled, da smučanje lahko uživaš na malo drugačen način, kot običajno. Tako da res si navdušen, ko vidiš, kakšno energijo
dajo ti otroci in kako z veseljem se smučajo in uživajo na snegu. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Zavijanje ali peljanje s krogci? S krogci, kaj te vleče? Dobro, obšetljivno. Sam dejham, da sem utrujena. Po zaključenem počitku in kosilu pa se dogajanje na taboru še zdaleč ne zaključi. Tu so različne parašportne aktivnosti, druženje, pogovor s paralimpijci, pa tudi zelo posebno glasbeno presenečenje. A o tem več v naši naslednji oddaji.